Vsem voščem vesele božične praznike na začetku in še praznike, ki so še pred nami. Seveda pa spoštovane državljanke in državljani, spoštovane članice in člani Društva za srečno življenje Belis. 16 let je minilo, ko je Državni zbor dan samostojnosti preimenoval v dan samostojnosti in enotnosti. Ta državni praznik je poklon samostojni Sloveniji, za katero smo jasno in odločno izrazili svojo voljo na plebiscitu 23. decembra 90 in poklon složnosti, ki smo jo izkazali pred točno 31 leti. Leta 91 smo bili enotni kot nikoli prej in pozneje v zgodovini. Imeli smo jasno predstavo o ciljih skupnosti. Želeli smo si svojo lastno državo, demokratično republiko, ki bo zagotavljala temeljne človekove pravice in svoboščine za vsakogar. Temelje za takšno državo smo si postavili z novo ustavo, ki jo je prav na današnji dan pred 30 leti sprejela takratna skupščina Republike Slovenije. Slovenija je v dobrih 30 letih prehodila izjemno pot. Hvala. Demokratizirali smo družbo, si zgradili samostojno državo, vstopili v Evropsko unijo, prevzeli skupno evropsko valuto, vstopili v šengenski prostor svobodnega gibanja. V letu 2008 pa kot prva izmed članic uspešno predsedovala Slovenija Evropskemu svetu. Malo primerov za tako strm vzpon Slovenije in Slovencev bi lahko našli v svetu in na te uspehe smo kot državljani izredno ponosni. Ne glede na to, kdo je vodil, kdo je kaj počel. Ob tem je naše gospodarstvo uspešno raslo, vzpenjali smo se na svetovnih lestvicah konkurenčnosti in kakovosti življenja. Spominjam se, kako je bilo lepo. Toda kot pravi stara modrost, nič ni tako staro kot včerajšnji uspeh. Uspešne organizacije ne spijo na lovorikah, temveč se vsak dan sprašujejo, kje je še prostor za izboljšave. In ta prostor učinkovito izkoriščajo, da bi se stalno izboljševale in dosegle res odličnost. To mora veljati tudi za državo in za vse njene institucije. V zadnjih letih smo ponovno začeli nabirati razvojni zaostanek. V zaostrenih okoliščinah globalne virusne in posledično nastajajoče gospodarske krize, ki bi jih lahko izkoristili kot priložnost za izboljšave, se ne znajdemo najbolje. Zato dan samostojnosti in enotnosti za marsikoga ne bo tako prazničen, kot bi moral biti. Po besedah medijsko nastavljenih umestnih upadnikov se dogaja marsikaj. Virusi se širijo, njihovi sevi se redno razmnožujejo, ljudje umirajo, baje bolnišnice pokajo po šivih, vendar od namišljenega dela. Resničnost na drugi strani pa ustvarja stečaje, nelikvidnost podjetij, brezposelnost, socialne stiske in druge koronske težave, ki nas pestijo in nam vsem grenijo na smeh ob tako velikem prazniku. Toda metanje puške v koruzo ne pride v poštev. Sanj o tem, da lahko sedaj ta trenutek ljudje sami naredimo nekaj zase in postanemo enotni, zagnani, delavni, zdravi in kreativni in uspešni v tej novi realnosti, ki nam je podarjena, kljub navidezni prikazani medijski in politični okupaciji, ne smemo opustiti. Konstituiranje nove realnosti se mora zavedati vsak aktiven državljan in nov sklic k svobodi vzemimo kot priložnost za novo razvojno etapo, v kateri bomo odpravili svoje slabosti in se ponovno začeli približevati drugemu. Začeli smo dobro. Skušajo nas skregati,
razbiti, ustrahovati, vendar se ne damo in po dolgem času smo pokazali, da znamo biti složni. Hvala vam. S tem smo dokazali omejevalcem svobode in kreatorjem vladnih ukrepov pozitiven signal, sebi pa prižgali žarek upanja na boljše čase. Seveda ena lastovka še ne prinese pomladi, zato moramo v tem duhu brezpogojno vztrajati in zavračati zakone, ki niso v skladu z naravnimi zakoni in niso v skladu z matematično logiko. Spoštovani, na današnji dan, ob dnevu samostojnosti in enotnosti si ne smemo delati iluzij, da lahko o vseh vprašanjih vsi mislimo enako. Nimamo vsi enakih življenjskih vrednot in interesov, pogleda na svet in življenjskega sloga. Takšna enotnost tudi ni potrebna. Bogastvo in lepota življenja v družbi sta prav v tem, da smo si v marsičem različni. Za prijetno sožitje v družbi je bistveno, da se te različnosti zavedamo in da to različnost tudi neskončno spoštujemo. Tudi kadar se ne strinjamo s sočlovekom, je prav, da mu pazljivo prisluhnemo in spoštujemo njegov pogled. Nihče nima pravice poveličevati le svojega mnenja in zaničevati mnenja drugega. Kaj šele vsiljevati drugim svoj pogled na svet in svoje vrednote. Misel, duh in ravnanje vsakega človeka morajo biti svobodni, dokler ne škodujemo drugemu. Svoboda, o kateri je veliko razmišljal in pisal preminuli pisatelj in politik Václav Havel, to je svoboda, da poveš svoje mnenje, to je svoboda, da poveš svojo resnico. To je neprecenljiva pridobitev družbenega razvoja, čeprav nam skušajo v zadnjih 2 letih prav to pridobljeno pravico zelo močno oklestiti. Tudi med različnimi skupinami in iniciativami, pa tudi med društvi, nikoli ne bomo imeli enakih mnenj o vseh vprašanjih. Pomembno je, da smo pri razpravi o vprašanjih do aktivnega državljanskega zavzemanja do svobode drug do drugega spoštljivi in strpni, da ne zaničujemo drugačnih mnenj, da razpravljamo in razvijamo visoko kulturo drug do drugega, prepričujemo z razumnimi in stvarnimi argumenti. Nič ni narobe, če je medskupinska debata včasih ostra, začinjena je lahko tudi s ščepcem čustev in strasti. Na vse zadnje, ali lahko katerokoli delo dobro opravljamo brez strasti. Vedno pa moramo pri tem imeti občutek za pravo mero in kulturo dialoga, v kateri zmaguje moč argumentov. Tudi ko nastanejo spori, ko nastanejo zamere, kar je v vsakdanjem življenju skoraj neizogibno, jih moramo hitro vreči čez rame, da bi lahko uspešno sodelovali v dobro vseh še neprebojenih državljank in državljanov. Za ponovni zagon Slovenije potrebujemo med nami optimalno mero sodelovanja in pozitivne energije, ali kot je zapisano v našem statutu Društva za srečno življenje Belis, potrebujemo brezpogojno ljubezen, ki je absolutni pogoj do popolnega življenja. In čeprav imamo o marsičem različna mnenja, moramo biti pri nekaterih stvareh, zlasti pri prizadevanju za mir, blaginjo in srečo naših državljanov in državljank, složni in enotni. Za slogo je treba včasih se postaviti v ozadje. V ozadje je treba postaviti lastni interes, pozabiti na kako zamero, biti strpen in velikodušen in se čim večkrat vprašati, kot je dejal John Fitzgerald Kennedy, ne le kaj lahko domovina stori za nas, temveč tudi kaj lahko mi
storimo za domovino. Spoštovani, danes je v slovenski družbi res veliko apatije, veliko je pesimizma, vendar je še vedno veliko zadovoljnih in optimističnih ljudi. Potrudimo se, da optimizem in zadovoljstvo prevladata. Verjemimo vase in v svoje sposobnosti, saj smo jih že velikokrat v preteklosti dokazali, kot slovenski narod, kot tisti narod, ki zmore. Verjemimo in zaupajmo vase in v moč, s katero lahko spremenimo trenutno stanje na bolje, za skupno prihodnost in predvsem za prihodnost naših otrok. Hkrati pa bodimo kritični in zahtevajmo, da se naši odnosi in družbeno stanje nenehno izboljšujejo in ne poslabšujejo. Kot državljani se zavedamo, da imamo pravico od države in njenih institucij zahtevati, da nam služijo kot kakovosten in učinkovit servis, ne kot represivni organ. Spričo trenutnega represivnega in povsem neučinkovitega stanja državnih institucij pa bo treba ta učinkoviti servis v korist državljanom obnoviti in postaviti, če ne drugače, na nove temelje, ki bodo odsevali etiko in moralo, ki je ta hip zašla na neželena pota nemorale in absolutne etične sprevrženosti. Tudi mi, cenjene članice in spoštovani člani Društva za srečno življenje Belis, smo vsi poklicani, da služimo ljudem, ter vsem, ki so prebojenja in pomoči tako zelo potrebni. Zaželimo si med seboj veliko modrosti, zaželimo si veliko poguma, ob tem pa bomo potrebovali tudi kanček sreče. Sreče v tem boju proti nevidnemu sovražniku v vidni obliki represije in zajedenosti, ki se je zajedel v vsako poro našega vsakdanjega življenja. In današnji dan nam, dragi člani Društva Belis, kot simbolno daje priložnost, da se spomnimo, kakšno moč imamo v slogi in kaj vse smo bili v preteklem letu aktivnega delovanja sposobni skupaj kreirati, ustvariti, z enostjo doseči. Razmišljajmo o tem in si zaželimo čim več trenutkov sloge, nevidne iznajdljivosti, predvsem pa enosti. Ne smemo si dovoliti, da bi se zaradi nastavljenega virusa med seboj razdeljevali. Ne pustimo se zaradi nesmiselnih ukrepov poniževati in povračati nezadovoljstva. In naj bo naše naravno zdravje tisti element, ki nas medsebojno ne razdeljuje, temveč aktivno povezuje. Zato izražam iskrene čestitke vsem državljankam in vsem državljanom in vsem članom Društva za srečno življenje Belis ob tem dnevu samostojnosti in enotnosti. Ob tem bi dodal samo še to. 2 dni nazaj me je obiskala kriminalistična policija. Preiskali so mojo pisarno. Odvzeli so mi vsa delovna orodja pred 2 dnevi. 30 let dela, samostojnega dela so mi odnesli. Za eno stranko nimam ene datoteke. Nimam računalnika, vse to je oprema, ki mi jo je kupil sin. Vse so odnesli iz pisarne. Vse papirje so pregledali tukaj. Naj odnesejo. Prišli so pred dom. Najin dom z Iviljano so vrgali v zrak. Vsak papir so spreobrnili. Hvala lepa za ta čudoviti obisk in naj vam povem samo to. Da človek, ki se preživlja z enim računalnikom in z 2 zaslonoma in streži ljudem, ko mu to odvzamete, mu odvzamete 30 let življenja, mu odvzamete vse, kar ima, in ta človek sedaj stoji pred vami in vam z brezpogojno ljubeznijo odpušča vse, kar počnete, ker drugega ne znate.
Se vidimo, hvala lepa in tudi vam želim ob dnevu samostojnosti in enotnosti nekoliko več srčnosti in z manj koronskih dodatkov, da bi se med seboj bolje razumeli. Vse lepo in se vidimo. Čau.